V Domžalah torej čakamo na začetek nove sezone, na prvo tekmo v 35. sezoni prve lige. Telemach Radomljani gostijo Aluminij. Vsekakor bo to zelo zanimiv obračun. Šumarji, tule so rezervisti gostov v gosteh proti Radomljam v prvi slovenski ligi na tej zelenici. Sploh ne poznajo poraza, to je nekaj, česar ne želijo nadaljevati. Mlinarji, Jugoslav Trenčevski se seveda s takšnimi statističnimi podatki ne ukvarja, medtem ko so gostje, vsaj tudi po kratki debati s trenerjem, ko mikrofoni niso bili prižgani, pa seveda še kako dobro poznali to dejstvo. Jagič proti Suleju, Sulej izjemen, predvsem ko napada prostor, tule zdaj napaka, Pridgar ni uspel ukrotiti žoge in ekspresno prihajajo Šumarji do vodstva. Tam je Lan Koren sijajno spremljal vse skupaj in prejel darilo, to moramo priznati, ampak znal ga je unovčiti in vodstvo torej za Aluminij. Ekspresno Šumarji do zadetka, sijajno je tule Jagič podal čez obrambo, ampak moramo biti iskreni, tu bi seveda morala domača obramba odreagirati bolje. V ponovljenem posnetku pa bomo videli, kaj vse je šlo narobe in zakaj je na koncu imel Koren na milost in nemilost prazna vrata Radomelj. Tule seveda prepovedanega položaja ni bilo v Vezdom. Sule je šel proti žogi, tam je skok sicer dobil žaler, potem pa ni bilo dovolj odločnosti pri domačih, na drugi strani pri gostih pač, in Koren je torej zadev za 1:0. Kar se tiče Aluminija, lahko rečemo začetek kot iz sanj. Čakamo še na dokončno potrditev zadetka, ni se zdelo, da je tam prišlo do kakšnega kontakta ob vratarju Pridgarju, tudi kar se tiče prepovedanega položaja, je bilo vse čisto, pa poglejmo, kakšno bo sporočilo iz Vorsobe. No, morda pa vendarle v tih tekmah dogovoril se, da ostaja pri Mlinarjih, ki zdaj vodijo. Pravi fliper pred golom Matjaža Rozmana in žoga za njegovim hrbtom. 18. minuta. Vokič je poslal nevarno podajo pred gol, potem pa se je tam žoga odbijala od številnih igralcev. Tule si čestitajo nogometaši Radomelj. Mi pa bomo v ponovljenem posnetku videli, od koga se je žoga na koncu odbila. Žaler je v prejšnji sezoni dosegal en zadetek. Tule bomo videli, ali je bil Klamper tisti, od katerega se je žoga odbila, oziroma ne, kot vidimo tu, avtogol. Ogromno smole torej za Aluminij. Svojo levico sila neugoden, predvsem za vsakega nasprotnega vratarja, kajti tu žoga zavija proti golu. Vokič, dobra podaja, priložnost in strel mimo gola. Tam je bil Klamfer tisti, ki je odlično stekel proti žogi, tudi dobro skočil, prišel do zaključka, ampak ni bil dovolj natančen. Ja, na ogled posnetka odhaja Mihael Antič in zdaj bomo seveda tudi mi videli na zaslonu, kaj se je dogajalo v kazenskem prostoru. Akcija Aluminija je bila kar dolga. Tule že ob tisti prvi podaji, poglejmo, vlečenje za dres. Sicer so takrat izvedli kratko kombinacijo. Matjaž Rozman je prepričan, da bo tu šlo za najstrožjo kazen, podaja proti Sajtovskemu, ampak v kazenskem prostoru se je to dogajalo, prava rokoborba. Žoge ni bilo blizu, ampak tule zares nespametna poteza za takšno odločitev in ni preostalo drugega Antiču, kot da pokaže v sodniškem dodatku na belo piko. 11-metrovka. In še drugi rumeni karton za Kukovca, tole pa so zdaj samo za res velike težave za Radomljane.
Izključen je torej Nino Kukovec, Sajtovski in Pridgar, pa poglejmo. Sajtovski natančno v levi spodnji kot, v nasprotni kot je šel Pridgar 1-1 v 3. minuti sodniškega dodatka. 48. minuta je že v teku. Torej, za res zaključek prvega polčasa kot iz nočne more za Radomljane. Pa nevarna podaja, tule je žoga morda letela celo neposredno proti golu, mislim, da ni šlo za podajo. Koderman išče prostor za strel, Pridgar se je izkazal z obrambo, zdaj nekaj več živahnosti. Ko da je ta priložnost tudi predramila Šumare. Ampak tam blizu Pogačar, tako da Sajtovski zdaj v kazenski prostor. Neposredno v okvir gola, vratnica je rešila Pridgarja, 67. minuta. Sajtovski, zdaj je uspešnejši v obrambi Vukasovič. Rozman pa je zdaj igral z roko. In to je rdeči karton. Tule je Rozman slabo ocenil situacijo. 2 rdeča kartona na uvodu v sezono. No, tole pa je zares unikat. 76. minuta, nov preobrat v tej drami. Tule je bil Rozman nekoliko nespreten, zapustil je gol, menil, da bo prišel do žoge. Žale tudi v Ajdovščini. Je bilo kar zanimivo, kar se tiče pridobivanja uporabnega dovoljenja. Koderman je med tem v napadu, tole je priložnost in gol! 90. minuta, vendarle do preobrata Aluminij. Zlato menjavo pa je povlekel, lahko rečemo, Jura Arsič, kajti zadev je Barnaba Štani praktično, lahko rečemo, prvič, ko je bil konkretno pri žogi in v napadu, je zadev tudi Wisdom Sule, čestita svojemu soigralcu, čeprav se najverjetneje zaveda, da to predstavlja neko težavo v boju za to, kdo bo prvi napadalec. Koderman se je znova izkazal, ko je tekel po desni strani in potem lepo podal proti Barnabašu Taniju. Vid Koderman, slab začetek, dober konec, sicer se je začelo dobro za vas, pa je VAR gol razveljavil, potem ste se znašli v zaostanku, ampak dobro odgovorili. Kako ste nekako splošno videli današnji obračun? Pa ja, mislim, da smo v tekmo šli podločno, na to dali ta zadetek, ki je bil razveljavljen, potem se nam je malo padlo dol zaradi prejetega gola, avtogola, ampak stisnili smo glave skupaj po polčasu in mislim, da je dobro odgovorili. Koliko vas je dvignila tista 11-metrovka tik pred odmorom? Bilo bi povsem drugače, ne? Imeli ste potem igralca več v drugem polčasu, pa še lahko rečemo z izenačenjem sanjski zaključek prvega dela, zagotovo motivacije ni manjkalo med odmorom. Ja, definitivno ta penal in rdeči karton tik pred koncem prvega polčasa je bilo voda na mlin. Z vašega zornega kota pa dobra predstava v napadu, predvsem v drugem delu ste s Sajtovskim odlično kombinirali, na koncu tudi upisali asistenco, neka nagrada za ves trud, za vse pretečene kilometre. Danes kako bi ocenili svojo predstavo? Ja, mislim, da na začetku sezone, mislim, da še moram tudi priti v idealno formo, ampak ja, na koncu v drugem polčasu smo se z Emirjem začutili, tudi dvakrat sem mu podal za lepo priložnost, na koncu je Barne izkoristil svoje. Najlepša hvala in srečno. Hvala, nasvidenje. Jura Arsič, tekma se je praktično za vas začela sanjsko, če smo iskreni, ampak VAR je zadetek upravičeno razveljavil, potem so vaši fantje nekoliko padli, se znašli v zaostanku, zaključek prvega polčasa pa vas je dvignil in to ste potem znali celo nadgraditi v drugem delu, čeprav ste tudi vi izgubili igralca z zmago. Kako ste zadovoljni, predvsem z neko reakcijo vaših fantov, ko so se znašli morda v nekem težkem trenutku pa odreagirali? Ja, v bistvu, kot sem pričakoval in že napovedoval, skozi celoten teden je tekma imela kar nekaj valov.
Začeli smo dobro, več kot dobro, odlično, pač malo nesreče pri tisti situaciji, prejeli gol, se nekako po nekem obdobju, kjer je Radomlje bilo boljše, uspeli stabilizirati, uspeli pobrati in spet vzpostaviti svoje mehanizme, nekako dobiti v drugem polčasu z igralcem več kontrolo v tekmi. Mislim, da smo to dobro izvajali, da smo bili nevarnejši nasprotnik. Žal tokrat se ni šlo, da smo tekmo obrnili v našo korist že prej. Na to tisti dogodek, pač, ki ga ne obsojam, se zgodi tudi tako izkušenemu igralcu, ampak tudi potem smo pokazali karakter, vztrajali pri tem, kar smo se dogovorili in kar smo želeli, in prepričan sem, da na koncu zasluženo tudi dobili to, po kar smo prišli. Zadovoljni ste lahko tudi z reakcijo po izključitvi vašega vratarja Matjaža Rozmana, kajti zdelo se je, da vaši fantje niso nekako spremenili stila igre, ampak da so vztrajali naprej v podobnem slogu kot v tistih minutah, ko so imeli igralce več. Točno tako, takšno je bilo tudi moje navodilo po tej situaciji. Želel sem, imeli smo dober moment, dobro energijo, nasprotnik je bil v fazi padanja in želeli smo nadaljevati kljub izenačenju v polju, in prepričan sem, da ta gol na koncu ni slučaj in menim, da smo zasluženo na prvem mestu tabele. Lahko pa rečeva, ne, da tudi srečna izbira pri zamenjavi, ni bil dolgo časa Barnaba Štani na igrišču, pa je zadev, to pa je tudi za vas, da boste danes bolj mirno spali, dobra novica. Nekako pripisujem to potezo vsem nam v strokovnem vodstvu, ker smo točno to želeli. Tokrat se je pač poklopilo, zdaj je lahko pometovati, ampak nekako smo verjeli, da je on tisti, ki lahko v prvi fazi dobro oddela pritisk na nasprotnika v zadnji liniji in pa z njim dobili neko globino, tako da izteklo se je sanjsko. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Jugoslav Trenčevski, tekma polna preobratov, vam se ni šlo, na koncu ste izgubili, ampak lahko kaj zamerite vašim fantom po današnji predstavi? Ovako, znači prvo želim čestitati ekipa Aluminija za pobjede. Bili su za nijansu bolji, to su zaslužili. Imali su dominaciju, posebno kad smo ostali sa igračem manje kod isključenja Kukovca i penal za njih, znači to je bilo 1-1. Onda smo se probali malo postaviti u neki middle i defanzivni blok da probamo da odradimo nešto na kontra, jer smo stvarno bili sa igračem manje. Mislim da smo dobro radili sve do zadnjeg momenta kad su faktički oni dobili isključenje. Kad smo ostali 10-10 dobili smo neku inicijativu da zabijemo taj drugi gol. Moram reći da zameravam određenim igračima za svojih individualnih grešaka, ali svakako moramo krenuti glavu gore. To je loš početak za nas, ali moramo naučiti da se od svake utakmice i od svake pogreške mora učiti. Lahko pa gradite na tistih minutah v prvem polčasu, ko ste tudi dosegli zadetek, vse do konca prvega polčasa, ne? Tam ste igrali dobro. Tako je, znači praktikujemo da igramo neku malu fluidnu formaciju koja se rotira više malo da bude otežavajuća za protivnika. Dali smo taj jedan gol, to je bio faktički autogol, onda smo imali još jednog šansa od prekida, to je bio kod Klamfera i onda se desio onaj penal. Trudili smo se da držimo loptu, da tražimo prodor prema protivničkom golu, da zabijemo taj drugi gol, ali isto protivnik je bio dosta dobar. Mogu reći da formatski su dobro postavili i ona njihova rotacija nam je pravila dosta probleme, posebno u trenutku kad smo ostali sa igračem manje. U svakom slučaju, opet kažem, neke greške ne moramo ponoviti, moramo učiti od greške od ove utakmice. Ovo će biti teška noć za svima nama, jer iskreno nisam očekivao da izgubimo utakmicu, ako ne, nam je više bar da osvojimo onaj bod, jer smo tako išli prema kraju 90 minuta. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Samo Pridgar, sezona se ni začela, kot ste si želeli, čeprav ste imeli v prvem polčasu rezultat, potem ste imeli tudi po izenačujočem zadetku priložnost, da bi povedli, ampak ni se šlo. Kako ste videli srečanje? Tako, škoda. Isto se mi zdi, da nismo igrali našega najboljšega nogometa, tudi oni, ni bila ravno neka tekma. Na koncu je odločila ta malenkost, mi nismo bili zbrani v obrambi. Oni prvo zgreši žogo, pol dan od, iz tega gol. Ne bomo zdaj naredili neke panike. Nismo zadovoljni s tekmo, tudi bo verjetno neka reakcija, ampak gledamo že Celje, da iztržimo dober rezultat.
Trener je dejal, da ne more obsoditi igralcev za ničesar, razen morda kakšne napake in omenil je predvsem seveda tudi ta prejeti zadetek, da se mu je zdelo, da ste morda predvsem potem, ko ste imeli vi naenkrat spet enako število igralcev kot nasprotnik, padli v igri in niste tega znali izkoristiti. Ste tudi vi z vratarskega mesta videli podobno? Pa jaz bi rekel, da smo se malo sprostili isto. Smo kao začutili, da bi lahko nekako pa malo pade koncentracija. Isto, morate vedeti, igrali smo pol ure, mislim, da z igralcem manj. Vseeno ni lahko, moraš dosti preteči. Ekipa je oddelala, do tega zadnjega je oddelala top. Ampak pol pač vseeno prva liga, dobri igralci kaznujejo takoj, ne? Žal pač. Sama najlepša hvala in srečno. Hvala.